Hvala lepa. Gospod Jožef, mogoče še kakšno vprašanje za konec. Ja. Nekaj teh zgodb, ki ste jih zdaj navedli, je seveda v knjigi opisanih z vsem kontekstom, potovali ste širom po svetu in že takoj uvodoma zapišete, da je bila ta prva pot v Južno Afriko zelo pomenljiva. Držali ste se sedeža v groznem strahu pred letenjem. Je potem ta strah minil tekom let ob vseh obiskih sveta? Načeloma prej se še nikoli nisem vozil z avionom in sem imel ta strah. In ko je sekretar marca, ko je bil maršal na obisku marca, naja je sekretar Badurina prišel vprašati, če sva pripravljena iti na konferenco neuvrščenih v Havano. No in nekako sem rekel, Metka bi nekako verjetno lahko šla, ker se ne boji aviona. Sem rekel, jaz se pa strašno bojim aviona, jaz se nikoli nisem še z avionom pelal. No in on je to potem predsedniku prenesel, pa potem predsednik ti to vpraša, Jože, hočete iti s nama na konferenco nesvrstanih? Sem rekel, znate, že predsjedniče, jaz se bojim avionom voziti. Pa idite sa mojim avionom, sa mnom. Sem rekel, da, ako avion padne dole, sem rekel, sve će novine pisat. Tito umro u avionskoj nesreči, za mene niko, jer sem podan personal. No in potem sva dejansko ostala doma, ker je dejansko, da vam rečem, to ni potovanje, da greš na plaže Kube, ampak dejansko potem je mate in pa še ta gospa, ki je delala v rezidenci, Albina, sta šla na to potovanje z maršalom, kjer se je to delalo 20 ur. Toliko problemov, ki jih je Castro pripravil, presenečen, ki jih pripravil za vse to predsedovanje. Tako da je dejansko maršal imel ogromno dela. Zgodilo se je pa res to, da je pred odhodom se bližal ciklon na Kubo, veliki ciklon, in maršal se je odločil, da grejo domov. Brez protokola, brez vsega, Castro ga je pospremil na letališče. 15 minut zatem je prišel ciklon in vsi so morali ostati še en teden tam. Tako da je prav čas, so se omaknili. Torej imel tudi maršal intuicijo, tako kot imate vi. No, dotaknila se me je tudi zgodba v tistem prvem hotelu, kjer so, pa če dovolite, da povem uvod v to zgodbo, kjer so delali piščanca samo na en način. In potem pride iz naše male Slovenije kuhar Jože, ki reče, ja, to pa ne bo šlo, je pa treba še na kakšen drug način pripraviti piščanca. In ste se lotili, filanega piščanca, nadevanega piščanca, no, boste dokončali, potem pa pravijo, rečejo gostje, Jozef, že takrat ste bili Jozef, to je pa nekaj izjemnega, pa kakšna je ta jed, to je čudež, kako se imenuje ta jed. In pričakovali so verjetno kakšno francosko poimenovanje in potem naš Jože razmišlja, pa kaj ne rečem, pa doma Metka pripravlja tega piščanca tako dober. In kako ste rekli, da se imenuje piščanec? Chicken a la Metka. Chicken a la Metka. In recept tega še do današnjega dneva. In tudi v receptih je, in še danes je to, bi rekel, ena najbolj svečanih jedi pri nas doma. Kdo kuha doma? Vsak malo. Vsak malo. Metka je tudi dvignila roko, ampak med tem, ko sta vidva pridno trenirala, sta si potem ustvarila družino, je tako? Ja, šele potem leta 81, je bil prvi sin Tilen, 4 leta potem sin Alen, tako da dejansko so časi. Dejansko je res lepo, moram reči, ko si starejši, da imaš mlade otroke in da še vedno malo skrbiš. Zdaj sicer zelo rada skrbiva malo za sosedove otroke, dvojčke, ki so stara že 9 let. Tako da velikokrat spečeva kakšne palačinke, povabva tudi domov, Metka jih včasih. Za časa te epidemije moram reči, da je bilo težko. No in da so stalno vsak dan prihajali k nama in jaz sem se z Gajo ukvarjal z branjem, Metka z matematiko in to se je ogromno poznalo v šoli.
Ja. No, čuti ste, da sta oba zelo radodarna, zato prav zaradi vajne dobrotljive naravnanosti vaju je maršal imel tako zelo rad, da je rekel, ne, če ena stvar štima na Brdu, sta to? Ja, bilo je tako, ne, po polnem ne 5 gre predsednik z doktorjem na sprehod. Zraven je pa spremljal tudi adjutant Nikola, ki je bil pa nov, ki je prišel mlajši, ki je prišel z Beograda in ni poznal teh razmer še, ne. In on poslušal zadaj, kaj se one dva pogovarjata in ti to omeni doktorju prav. Zna doktorja, ako šta valja na ovom Brdu, to je ovaj zamak, pravi Jože i Metka. In potem je zvečer pri večeri to povedal še ostalim in so vsi imeli pojerivce do tal, ker so bila stalna borba, kjer ga ima predsednik kraj. A veste, to je bila to nekako med njimi, ne. Ampak midva nisva bili okoli vključena v to borbo, kjer ga ima kdo rajši, ampak koliko narediš za njih. Pa verjetno je, kot pišete v knjigi Maršal, spoštoval tudi to vajino zmožnost, da zadržita te pikantne zgodbice zase. O tem nista vidva govorila na široko. Ne, bom povedal 2 taka kratke zgodbice tudi iz knjige. Leta 1976, ko Maršal pride iz Helsinkov, prva konferenca o miru in sodelovanju v Evropi. Po kosilu, tam 3 popoldne, prije adjutant Drago je prav Metka, pridite v apartma, Maršal Tito vas čaka. Jaz sem bil pa zraven pa rekel, možeš doći ti. Ok, pa greva oba. No in kaj je bilo? Maršal čaka, v roki drži darilo. En obesek, ki ga je osebno kupil v Helsinkih in prinesel Metki. To je ta odnos, ko pravim, ne. Odnos do ljudi, ki skrbiš za njih in ti vračajo. Pa ne glede, kaj je kralj ali cesar. Obisk iranskega šaha Reza Pahlevija Faragdibe. Metka je bila takrat prvič na Brdu v ekipi. Edina, ki je dobila cekin, zlati cekin od šaha, je bila ona. Ne šef, ne ta, nobeden, protokol je prišel do nje in je rekel, tole je, vam daje šah Reza Pahlevi. Krasno. In gospod Ovseli, počaščeni smo, da ste v svoji knjigi opisali vso to zgodbo, kako vam je bilo všeč to dekle, že v srednji šoli in prebiramo, kako ste se opogumili, da ste pristopili k njej, kako so vam sošolci svetovali, na kakšen način lahko fant osvoji dekle. To so res zanimive zgodbe. 2 menedžerja sem imel. 2 menedžerja že takrat. Ja, in sem vsak večer mogel tu častiti viski, kavo, ne, da sta mi povedala vse, kaj ona ima rada. Da sta me oblekla, sem v Trst šel v obleko kupiti samo zato, samo čipkasto srajco, pa eno oranžno kravato. Sem mislil, kako bom te prav, sem bil kot kanarček, ne. In sploh, no. No, in zagotovo je prava za vas, ker na prvo potovanje ste šli za en teden, ne, gospa Metka, vrnil se je pa čez 2 meseca, ne. Ja, in ta vajna zgodba je res izjemna, kot bi bral neko filmsko zgodbo, komu vse sta pripravljala obroke, to boste prebrali, ampak ne more vam mimo zgodbe, da je v enem najlepših hotelov na svetu bil Michael Jackson in v istem hotelu predsednik Trump in Melania in menda ste ga slikali, ne, s svojim fotoaparatom. Ja, ravno sem bil v Burj Al Arabu, ne, in so rekli, Michael Jackson je prišel, verjetno bo prišel tudi v prvo nadstropje, ki so bile trgovince in dejansko je prišel z obema otrokoma, z žensko, ki je skrbela za otroke. Otroci so bili pokriti, da jih niso mogli slikati. No, ampak sem napravil tudi nekaj posnetkov. Melania Trump in pa Melania in Trump sta prišla v isti kraljevi apartma samo 5 dni zatem, vendar se nista pokazala ven iz apartmaja. Ampak sta pa jedla vašo hrano, tudi to nekaj šteje, ne? Ja, to smo pripravili, v osnovi vse to pripraviš v kuhinji, potem je pa v tem salonu tudi manjša kuhinja, kjer se to jedi dokončuje, pa potem postrežejo.
tudi moram reči, da sem bil edini, ki so mi dovolili slikati Zlati apartma in sem naredil takrat 140 slik. Tudi tuš, zlat WC, vse v zlatu. Takrat tega še nikjer ni bilo objavljeno, ampak šef, ki me je peljal v ta apartma, je rekel, Jože, ti moraš to videti, ti si to zaslužil. No, tako da je tudi ogromno teh slik posebnih, ki jih pa nikjer ne morajo ljudje videti. Čudovito opisujete v knjigi prav te prigode tega našega planeta. Na eni strani ta velik blišč, državniki, cesarji, kralji, na drugi strani pa ta neizmerna dobrodelnost kuharjev tega sveta, ogromno nekih aktivnosti v pomoč otrokom v različnih državah. In čudovite so tudi zgodbe, denimo, kako kot butler oziroma kuhar lahko vidite, kaj vse se morda dogaja v politiki, pa mediji poročajo drugače, kot je resnično, kje je kaj nastavljeno, te zgodbe so izredno zanimive. Ampak v enem trenutku ste rekli, da ne bi vseh kraljev in cesarjev in slavnih ljudi zamenjali za kuhanje na Sejšelih, kjer ste kuhali za kandidatke za Miss sveta. Je tako? Ja, po slučajnosti sem bil v hotelu Paradise Hotel in tisti teden se je začel tudi Miss World in sem prosil Iva Ruža, če grem lahko na obisk. Vzel sem na steklenico Movije vina, eno zastavico slovensko in ko sem prišel v Plantation Club, so dekleta že šla nekam okrog, pa je rekel, ne bom zdaj tega vina nazaj, no sem se rekel, bom pa probal se sestati z general managerjem tega hotela, no in po njih 3/4 urah, ker sem čakal, mi je sprejel, sem mu povedal, dal sem mu našo zastavico, dal sem mu vino, je rekel, pa mu govorim, kje sem, kdo sem, kaj sem, kako in po 15 minutah mi pa reče, Joseph je že v vas vse vem. Prav, a ste namenjeni v Južno Afriko še en mesec, rekel ja, prav, a bi vi prišel nam pomagati, mi imamo sicer mladega šefa, dobrega sušefa, vendar vaša strokovna pomoč nam bi veliko pomenila. No in sem povedal v Ružu, vzel kufre in sem se odselil iz Pralena in šel v Plantation Club. Delal vsak dan ob 6 zjutraj. Najbolj me je skrbel, kako bom jaz vstal. Sicer sem bival v hiši od šefa kuhinje, ampak v drugem prostoru, telefon je bil pa v dnevni sobi. Kako naročiti zdaj, da me budijo po telefonu zjutraj, če je to daleč? No, ampak sem v srečo, veste, 15:45 vsak dan. Za hišo je bila vas, je začel pet en petelin in potem se je oglasilo 30 petelinov, ki so vpili, tako da sem bil že ob 6 Ta ni ostal v loncu od jeze, njemu ste bili hvaležni. Ja, nisem imel ura, budilke nisem imel, Ko sem bil pa tudi zgodbo, ko sem bil pa na Sejšelih, mi je pa ura malo shodila in glede na to, da je tam so drage ure, da je 100% davka. Sem Metki napisal, če mi pošle 1 uro. In ona mi pošle 1 uro, ona je mislila, da rabim za budilko. Me je poslala tako uro, pa sem šel pa v tehnično službo, pa sem rekel, a bi vi meni naredili tle gor lukenco, da mi jaz to lahko obesil. No ja, bomo jutri priti, ja, bomo naredili. Ja, na sredini ure so mi luknjo naredili. Sem spet ostal brez ure. Take zgodbe zanimive ne moreš. In hudomušne. Ampak, dragi obiskovalci, da vam še vseeno povem v zvezi s Sejšeli in potem pridejo te lepotice, to je res ljubezen med njima, ker da Metka pusti moža med toliko deklet, ki so kandidatke za Miss sveta, je tudi vam za čestitati, Ampak pridejo ta dekleta, nič hudega sluteč v roke najboljšega kuharja. In on kuha. Glavna jed, predjed, sladica, 1, 2, 3. In ta
deklica iz Švedske je zamenjala ljubezen do hrane za kakršnokoli možnost, da bi postala mis sveta, ker je jedla iz dneva v dan vse te dobrote in se zredila za koliko? 8 kilogramov, preden je potem stopila na oder, kar tudi pove vse, Jože, da je ta hrana tako dobra, ker vemo, kako ta dekleta se prestradajo, ne, da ohranijo linijo, ampak takrat to sploh ni bilo pomembno. In krasno je tudi, da ohranjate vse te sličice, kaj so vam dekleta napisala, vse to je v knjigi, te zahvale, ročno napisane zahvale. Mi smo nekako že takrat v kuhinji ne vedeli, da smo uganili od 10, ki so bili v finalu, da smo jih uganili 8, kateri bodo v finalu. Pa ne zato, kako se ponašajo, koliko jezikov znajo, kot ali naša Novakova, ker so jo vsi dejali v nebesa, da bo ona sigurno v finalu, če ne bo še zmagala in tako dalje. Ampak mis Čili ni znala drugo kot špansko. Mis Jamajke ni znala drugo kot špansko. Mis Venezuele ni znala drugo kot špansko. Ampak to so bile vse preprosta dekleta, ki so bile za hec že zjutraj in ker smo se hecali in ker je bilo zanimivo, ker so sprašvali vse vrst sorte, so se vse sorte zanimale, niso se niti zdržale nekih jedi, tisto, kar je bilo za njih zanimivo, so jedle. V glavnem moram reči, da jaz sem prvi večer, ker sem prišel tja, je že tekel mis sveta, to se pravi 2 dni. In mi reče šef, pravijo, že boš pa kle juho nalival, ne, za dekleta se postavil vrsto za juho, ne, in jaz njih gledam pa zlivam mem, ne. Pa mi pravi, dej sladoled, tale sladoled, jaz sem mislil, kaj, saj da bi bil šiptar, da bi znal malo metati, pa loviti, pa tiste kugeljce, da je nekaj atraktivno, ne. Zdaj, ko ne znam, ko bom pa zvečer smo ob 11. vsak večer imeli briefing, šef jaz, sem rekel, jaz bom za drug dan naredil laboda, sladoleda. In smo naredili laboda, sem naredil laboda in to je bil tak šov. In pa se bi ženske rade pri uratu to jedle, sem rekel, ne, to se ne je pri uratu, to se pri ritki je. In je šel ti sladoled v nulo. Potem imamo zvečer spet briefing, sem rekel, pa se ne moram vsak večer delati laboda, moram kaj drugega, ne? In sem rekel, bom naredil kasato, sladoled na sladoled, kole, pa gor biskvit spečem, pa čokolado vlijem, gledam, sem rekel, Marija, se to premalo za 86 deklet, to premalo, moram še eno narediti, naredim še eno, postavim skupaj, wow, big boobies. Postavim to na veliko stekleno ploščo, tisto to, sem rekel, Marija, moram narediti še malo persinga, pa to, in ena v slaščičarni imela zlato ringel, tak velik, sem rekel, Šila, bi posodila ti v ringel. Viš, to je pa moja stara mama dala, pa zlat, jaz rekel, lej, se ti bom vrnil. Kva pa všel, jaz rekel, persing. In se pa še persing naredil in to je bo šel spet cel dan. In kako že to je bila košarica, koliko že XXL, ja. Tudi ena teh znanih zloglasnih jedi. No in slišali smo to prvo zgodbo tega malega dečka, pred toliko in toliko leti, težkega 1,5 kilograma, ki je potem zrasel, na vseh fotografijah ste najvišji, ne? In potem v knjigi beremo zgodbo Japonske in stala sva na balkonu, ko je prav v tistem trenutku se po parku sprehodil sam cesar. In naleteli ste na človeka, ki je cesarju enkrat na leto prerokoval. Ja. In kako se je zagledal v vašo dlan, je prav tako nekaj posebnega, je tako? Ja. Ta Horiki-san nas me je povabil, da se zvečer dobimo v enem bifejčku, kjer bomo malo pili ta Asahi pivo, pa malo tiste ražničke jedali. In on je pripeljal s seboj še 2 prijatelja, no in potem mi se pogovarjamo in tako in eden od njih reče, Jože, pokaži mi roko. No, dam to roko desno. Gleda, wow, se rekel, kaj si pa videl? Pa wow, ja pa ti bo živel 103 leta.
Čakaj, kako 103 leta. Ja, prav, veš, tale tvoja življenjska doba 103 leta, prav pa 500 let posmrtnega življenja. Se rekel, veš, kaj pojem, če me žal za kuharja, takoj ubijem. Ampak dejansko je bil pa res strokovnjak, ki so ga vabili 2-krat na leto v rezidenco k cesarju, enkrat v Tokio, enkrat pa gor na Hokkaido, v letno rezidenco, kjer jim je tudi moj mal pripovedoval, kaj se lahko vse zgodi in kako bo za njihovo starostjo in tako. Tako da ogromno zanimivih takih zgodb je, en prijatelj, ki je bral mojo knjigo, me kliče v ponoči prav, Jože Pošuš, kje si, se rekel, ja, midva z Metko sva pri televiziji, kaj pa je, prav ne morem nehati brati, to, ki je zanimivo, prav, to je to nemogoče, prav, da bi knjigo pustil. Res je, moram reči, no, da so take zelo posebne, zanimive zgodbe, ki ti ne dajo tudi spati, ki se dajo tudi enostavno brati. No. Ja, res je in lahko vam čestitam za izvrstne zapise, ker si malo kdo lahko toliko talentov razporedi v enem življenju in to zagotovo je velik dar, da zmoreš opisati vse to, kar se ti dogaja na tako zanimiv način, da se strinjam, človek knjige ne odloži. Za konec vam res vsi skupaj lahko zaželimo res to čudovito, dolgo življenje z vašo družino, z veliko hvaležnostjo za te krasne zapise, predvsem zgodba z maršalom Titom je ena tistih, ki zagotovo sodi na polico naše mladine, ker se bere kot tista prava pripoved z obilo enih modrosti. Mene je prevzela kot popotnica, sem neskončno uživala tudi ob popotovanjih s šefom Jožefom, kjer izvemo ne le, kaj se je dogajalo vam, ampak vse to umestite v izjemno zanimive, čudovite zapise, da beremo recimo, v kateri državi mora snubec prinesti $200 materi in očetu, da lahko dobi dekle za ženo. Ja. Zanzibar, ali kje že? Ja, na Zanzibarju, no, ja. Potem izvemo, v kateri državi nihče nič ne dela in če se poročiš z domačinko, dobiš dom. Ja. V eni od kraljevin v Bruneju. Ja, in to so take pomenljive zgodbe, pa zgodba cesarja na Kitajskem, ki mu je eden njegovih zaposlenih pomotoma ubil psa in potem je sem rekla na Japonskem, ne na Kitajskem, ja. Je propovedal ubijanje živali, ne vem koliko časa, da so se potem vse te živalice namnožile od mrčesa do ne vem, kakšne vse težave so. In pojedle vso letino. Pojedle vse, razen enega živila, ki ga je naš gost popeljal po vsem svetu in to je naša slovenska ajda. In so vsi jedli ajdo. In en kup takih prigod s to slovensko ajdo tudi beremo, ampak kot rečeno, bogato branje, ki te premami, ki te očara in prevzame in zagotovo tudi obogati. Da sploh ne omenjamo, hvala vam Metka, da ste zbrali vse te recepte, ki so prav tako zelo, zelo dobrodošli tudi v teh časih. Ima morda kdo od naših gostov kakšno vprašanje še za konec za gospoda Vselija? Mene zanima, vi ste bil sprejet v to francosko akademijo. To je za mene čudež, skoraj nemogoč, ker vas je bilo samo 10 sprejetih. In vem, da moji prijatelji so probali odprivati samo povajdu francoski jezik. Bolj v blizu ni noben prišel brez znanja francoščine. To je vam. Veste kaj, takrat sem se jaz prijavil, oziroma preko enega prijatelja, ki je imel sestro v Franciji, v Parizu, me je ona prijavila, ampak seminar je bil v angleščini. In tudi od zdaj, lani ali 2 let naprej, je tudi šola sama v angleškem seminarju, v angleščini, in francosko in angleško. Kaj pa to pomeni? Danes ti mora nekdo v Franciji dati neko pismo, garancijo, da lahko bivaš v Franciji, to je ena stvar, ki je nujna. Druga stvar pa je, da danes, ko stane ta
šola 3-letna z zaključkom na fakulteti 64 000 evrov. Pa vendar, da vam povem, sliši se ogromno. Ampak ko ti vidiš, kaj ti oni vse nudijo v tem času, da po prvem letniku dobiš prakso v Franciji, ki ti oni organizirajo, ki ti dajo prevoz, ki ti imaš namestitev. Med drugim in tretjim letnikom imaš obvezno prakso na svetu. Si sam izbereš, kam bo šel. Od Japonske do Mehike, Cancuna, kamor želiš, kar tebi odgovarja, ampak tu imaš spet vse plačano. In pot imaš plačano in vse je to plačano. In potem imaš obleke, kovčke, vse te, vse, kar rabiš za šolo v tem smislu, to je vse plačano. In ko na koncu vse to zbereš, ugotoviš, da to ni veliko denarja. In ko ti to šolo končaš, si na poziciji, kjer greš lahko v svet z najminimalnim $5,000 plače. In če zračunaš, že je to $5,000, samo toliko, kjer spet imaš vse v hotelu, si v 2 letih poplačal šolino. A ne? Naslednjih 38 let pa lahko delaš, da zaslužiš. In ko sem nedavno, mogoče pol leta nazaj, srečal dr. Zornika na Bledu, prav Jože, srečal sem se z eno doktorco iz Amerike, ki je prišla na obisk na Bled. Prav, veš, kaj mi je povedala, kaj pa ti zaupala? Prav, letos sem izplačala zadnji obrok šolnine svojega študija na fakulteti, stara je bila pa 56 let. Pa lahko primerjate, kaj to pomeni. Je velik denar, ampak neizmerno bogatstvo. To je najbolj šola na svet in vam rečem, da so ti otroci ali šefi že po prvi praksi, ko se vračajo nazaj, so že vsi razprodani. Sploh ne, tam, kamor grejo delati prakso, so že obvezno, da se vračajo po šoli nazaj. Tudi jaz mladim, dale sem imel 2 predavanja v Celju in v Ljubljani, vsem mladim govorim, izobražujte se do stropa. Izobraževati in to je ponujno v tujino. Če nisi danes v mojem poklicu, se ne izobražuješ v tujini, pozabite. Bineta Volčiča sem jaz nateral, da je šel v šolo. In ko je prišel k meni, če ga prej vzamem v levo službo, sem rekel, ja, bi te vzel v službo, mine, pet ven v šolo. In sem mu dal tudi CD od Cordon Bleu Londona, no on si potem izbral Pariz, Cordon Bleu in je šel v šolo. Vsake 2 meseca me je klical, povedal, kako je v šoli, kako napreduje. Sem mu tudi povedal, ne hodi nazaj domov. Bodi pet iz šole nekam ven v prakso, da boš vse to potem dal skozi delo, kar si se naučil. In moram reči, da bogatstvo, kar je, in tudi sam odpredavam v tem smislu staršem, vlagajte v otroke. Moram reči, najni mlajši sin je lani novembra postal doktor strojnih znanosti. In dejansko vse zaslužke, ki sva jih imela v zadnjih 10-15 letih, je šlo v to. In ko je dobil doktorat, je rekel, foter, zdaj sem pa gor na vrh, da pa nimam več kam iti. Kaj pa kuhati zna? Ja, tudi. A zna? Oba? Ja, oba dva. Mislim, da je to, kar vidim po svetu, jaz sem to videl po svetu, kako to je. Ne? Vsi mladi, študij. Zakaj? Ko rečem tako, ko se spomnim moje mame, ki je bila odvisna od ene plače, pa 5 otrok vzgajati in vzdrževati, je bila odvisna samo od tistega, kar je oče prinesel domov. Marsikje se je zgodilo, da sploh ta denar nikoli dam ni prišel, da je ostal marsikje v gostilnah. Zato ti otroci niso imeli kaj jesti. Zato ti otroci niso se mogli izobraževati. Moja mama bi nam pomagala otrokom, mi smo bili 3 malo bolj golamfari za učiti, ne.
te zadnji 3. Ampak mama bi pomagala nam v šoli, ampak ona ni znala. Ona bi rada, pa ni znala, ker je na 8. razred naredila samo polovico razreda, po drugo polovico razreda so jo pa vzeli iz šole ven v Smledniku, da je lahko delala doma, ko so imeli mlin. Nekdo je moral pomagati. Njen oče je v glavnem obsedel v gostilnah in nekdo je mogel tudi to delati. Zato pravim, da je danes bogatstvo vseh tistih staršev, ki so izobraženi fakultetno in ker otrokom lahko tudi pomagajo v tem smislu. Če se kje kaj zatakne, če kje ni dobro, če kje ni dost znanja. To je pomembno. Ste. Hvala lepa za te čudovite modrosti, s katerimi počasi zaključujemo naš večer. Naj bo to vaš klic mladini, slovenskemu narodu, katerega ime naše domovine ste tako čudovito, ponosno, čeprav ponižno, z velikim žarom ponesli v svet. Zahvaljujemo se vam za vse vaše delo, za vse vaše čudovite misli, ki so se nas, vsaj upam, globoko dotaknile tudi danes. Začeli ste z besedami, kakšno žrtvovanje je to in koliko trdega dela je pravzaprav vloženega v to vaše delo, ampak se je izplačalo in obrestovalo. Živite polno, krasno življenje in želimo vam veliko lepega in dobrega še naprej. Vam pa hvala lepa, da ste bili danes z nami in srečno. Hvala tudi vam.